Živijo in dobrodošli v novem delu Ventila. Danes sta z mano dva člana prekmurske beltinške skupine Štefan Kovač, Marko Banda. Bog. Živijo. To sta Istok in Jernej, Jerry. Čau. Bomo kar začeli. Šamarjanka, drugi album. Jeste bogami. Kaj novega? Muzika. Ja, nova muzika, nova pakunga, novi mi, modrejši mi. A res? Tako? Ja. Na kakšen način? Ja, no, muzičko recimo. Pa modra oblačila nosim. Ja. Super. Ne, mislil sem, da bo takoj poštekala, da se hotel vprašati, da boste sama rekla za tale, za Stone Download. To. Ja, to že lanski sneg zdaj. Ne, ampak tako ne. Za nas mogoče ne to. Ja, Šamarjanko album smo ponudili zastonj na internetu samo za en dan. V bistvu samo zaradi tega, ker smo želeli dobiti čim več klikov oziroma to se zdaj mogoče grdo sliši, ampak da bi tako načeloma, da bi čim več ljudi dobilo v roke našo muziko oziroma na svoj računalnik našo muziko. S tem se pač širi glas o nas, pa še muzika, ki je pač najpomembnejša, ne, valjda. Pa ja, saj recimo, gre okrog. Zdaj, ko že malo, mislim, ko že imamo poslušalce, recimo ne samo v Sloveniji, ne, recimo tudi za njih je to fajn, ne, da so že zdaj prišli do naše muzike, ne. Ja. In glede na to, da smo dobili dosti feedbacka tako iz Slovenije kot tujine, je pač bil naš namen po moje dosežen. Ja. Tako da Super. ljudi je dosti dobilo. Tak da. Torej, bolj kot eksperiment ali tudi čisto z takim namenom, kot ste zdaj povedali? Ker sem najprej mislil, da je to tako, ok, zdaj bojo dali za en dan, da se vidi, koliko se prime, ne? Ne. Ne, bil je prav, to je bil namen, ne, mislim res, na začetku nismo bili za to, ne, da bi na ta način, ampak potem, če malo pomisliš pa to, ne, je res, internet je zdaj že, mislim, dan današnji, ne, itak vse gre preko tega in zakaj ne bi izkoristil, mislim, kaj itak že novi načini komunikacije in vse je že itak gor, ne. Poleg tega pa recimo tudi mlajše generacije, ko so, ne vem, tam od 16 do 20 let, ne, to so recimo naši potencialni poslušalci tudi v prihodnjih letih, ne. In Web 1.0 je že mrtev, ne, 2.0 je v polnem teku in zakaj ne izkoristiti 2.0, ker pač če ne boš ti sam ponudil svoje glasbe na internetu, se bo tam slej ko prej znašla, ne. Ali ne vem, jo bo kdo ukradel pa dal na torrente in poleg tega, ne. No, druga stvar je pa, ne, da te mlajši poslušalci oziroma ki ne upajo priti v klube. Ne, pač ne bodo kupili CD-ja samo tako, ne. Tudi to je itak, mislim, jaz se spomnim, ko sem v srednji šoli pisal, sem imel 5 ur za cel mesec, ne, kaj zdaj se lahko privoščiš CD, ne, za 8 evrov. Ja. Ne, mislim, tak je pač to, ne. A je tudi nasplošno opažate pol, da recimo zdaj, če se navežemo na prvo plato, Patentat 2005, ne? Yep. Kako se je tista prodajala? Recimo, ste opazila, da, ne vem, da je šlo vse v smeri interneta? Ja, takrat še ne, mislim, ne, takrat nismo bili tako pozorni, no. Ja, tisto je bilo bolj pač tak, ne, vse smo izdali, smo oblikovali, vse samo, mislim, praktično skoraj ni bilo promocije, ne, mislim, bolj, če že bilo tak, ne, na koncerti smo prodajali plato, ne. Kdo je pač kupil, če se kdo spekel, super, ne, to pa nekako to. Zdaj pa še od začetka, ne, mislim, dobro je, da skoristiš ta, mislim, ko se začneš pripravljati na nov CD, ne, in ko imaš že ta zalet glede promocije in vsega, ne, je dobro, da še skoristiš za tako stvar, ne, recimo, da daš, ne, kot smo mi, za download in več ljudi dobi na ta način. Sigurno je. No, ko smo se lih pri Patentatu ustavili, po mnenju Radia Študent oziroma ne vem koga ekipe s tem, so vas uvrstili tudi med top 10 slovenskih plošč, ne, za leto 2005. Boje tudi poslušalcev, no. Ja, mislim, žirija. Dve lestvici sta bili, ena je bila lestvica poslušalcev, se pravi, da so poslušalci glasovali, tam smo bili 6. ali 7. Po žiriji pa tudi smo bili tam okrog 6., 5., 6. mesta. Kaj vam to pomeni? Mislim, ste pričakovali sploh kaj tazga ali? Ja, mislim, zdaj recimo mnenje Radio Študent je vseeno, mislim, oni so itak že pomagali od vsega začetka, mislim na ta način preko klubskega maratona in to. In glede na to, kakšno muziko vrtijo in kakšni ljudje tam delajo, ne,
in kakšno glasbeno obzorje imajo, ne, je to v bistvu velika čast, ne, če nas nekdo tak prizna, kot so z Radio Študent. Sicer pa po drugi strani tako delamo tako muziko, ki se nekako, mislim, ki spada na ta radio, ne, recimo, ne. No. Mislim, ne, saj Prvi veš, vrsti. Radio Študent je tako, če si sprejet na klubski maraton, potem pomeni, da tudi Radio Študent nekaj tebi da, ne. In to nekaj je po moje tudi publiciteta, se pravi, da Ja, širi glas o tebi. Se mi zdi, za recimo za band, ki je, ne bom rekel zdaj žanrsko, ampak drugače pozicioniran, kot ste tudi vi, ne, je verjetno klubski maraton dobra odskočna deska. Seveda, Ne. ja, Ja, to, absolutno. mislim, pri nas je itak bila prva taka stvar, ne, da smo sploh malo prišli ven iz... Mislim, saj smo pred maratonom že tudi koncertirali po Sloveniji, samo ampak ni bilo isto. ja, ni bilo isto, ne. Mislim, če imaš ti neko zaledje ali Radio Študent, dost pomeni, ne. Ste opazila pol tudi recimo, da na prepoznavnost in na obisku koncerta ta vpliv maratona? Ja, to počasi gre to. Mogoče že kaj, ne, samo največ je, mislim, ta klubski maraton največ prinesel to, da smo imeli možnost dobiti nove kontakte, malo razširiti socialno mrežo. To je tukaj največ pomaga. Zdaj, da bi takoj z prve zaradi tega prišlo več ljudi, to ne vem, če. Ne. Ja, recimo konkretni primer je, ko smo v okviru klubskega maratona igrali v Tolminu, ne, je bil recimo dober odziv, ne, je bilo tudi sorazmerno dosti folka in tudi organizatorji so rekli, ok, super band, ne, in evo so nas povabili čez 2 leti na Čadrk festival, ne, to je tudi tam v bližini Tolmina, ne, in to je en takšen Eno z konkretni drugim, primer, ja, pol ne. pride. Tako da to je ta catch klubskega maratona. Ja, pač več, mislim, za take bende kot so mi, ne, itak moraš čim več ljudi spoznati in potem, mislim, da samo od sebe se itak ne bo nič strihtalo. Ja, sej, verjetno lažje koncerte dobiš na podlagi tega, da recimo nekoga poznaš iz kluba ali pa da vas vsaj nekdo iz kluba pozna tako, da vas je slišal že, ne. Ker sam tisti pač roko na srce bendov je ogromen, mailov se dobi ogromen, klubov pa spet ni tok, ne. Tako da. Tudi res, Ja. ja. Jaz predlagam, da kar prvi komad napovesta, ki ga bomo slišali. Čakanje v šumi. Ok, Čakanje v šumi.